Hvala za besedo, predsednik. Tudi čestitke za imenovanje in uspešno delo želim. Veliko nas je tu iz Hrvaške in Slovenije, ki se danes oglašamo, kajti mi zelo dobro vemo, da se je Prva svetovna vojna pričela po atentatu v Sarajevu. Priča smo bili temu, da se je za razliko od Evrope, ki uživa in živi v miru 70 let, več kot 70 let po drugi svetovni vojni, da je ta vojna v Jugoslaviji nastopila v razpadu države. Nastopila je predvsem zaradi tega, ker se je prevladal nacionalizem in vsi se zelo dobro zavedamo, kakšna je situacija še danes na tem področju. Kot ste že tu, ostali kolegi dejali, se tu križajo številni vplivi, tako vplivi Evropske unije, ki želi evropeizirati ta del Zahodnega Balkana, pa če hočete Rusije, Turčije, Amerika je v preteklosti že posegla, različni so vplivi drugih muslimanskih držav in treba je povedati, da še enkrat, da je iz Bosne trikrat več borcev bilo v ISIS-u, kot je bilo na število prebivalcev, kot je bilo iz Belgije, ki je bila med evropskimi državami z največjim številom prebivalcev. Dogodki in situacija je zagotovo negotova, če gledamo to relacijo, ki se dogaja sedaj med Srbijo in Kosovim. Dogodki v Makedoniji so zelo napeti, interne zadeve med makedonskimi strankami, na nek način tudi relacija teh strank z albanskimi strankami, ki je albanske nacionalnosti. Situacija v Bosni ima tudi celo vrsto odprtih front. Zato podpiram to, kar se dogaja, da Evropska unija zelo angažirano spremlja situacijo v Zahodnem Balkanu, v vsaki posamezni državi, kajti prepričan sem, da če ne bo ta dialog spodbojen prav iz Evropskega parlamenta, iz ostalih evropskih inštitucij, se same države enostavno ne bodo znale med sabo dogovoriti. Zato podpiram to, da se to dogaja sedaj tukaj, kar se dogaja tu v Bruslju. Predvsem pa upam, da bomo uspeli tudi s večjimi predpristopnimi pomočmi pomagati k razvoju teh držav, da se ne bo dogajalo to, da bodo to države, iz katerih se izseljuje največ mladih ljudi. Če ne bo mladih, ki bi lahko spremenili to miselnost, bomo imeli spore tudi v prihodnje. Hvala za besedo.